Nov, zelo nevaren spletni izziv med mladimi, poimenovan Angel smrti. Izziv na TikToku spodbuja otroke in najstnike, da tečejo pred vozila, ker da bolj nevarno, kot je, več bo ogledov. Očitno se to dogaja tudi pri nas. Na Facebooku je voznica opisala, kako je v Trbovljah zadnji hip ustavila in preprečila trčenje z mladostniki. Na nevaren trend opozarjajo tudi nekatere šole. Staša Lozar. Bilo jih je nekje od 6 do 9 v skupini. V sekundi se je eden izmed njih zagnal čez levi pas na moj pas in se nato vrnil na drugo stran, kjer so bili. Dejansko v teku je letel pred moj avto, itak sem v šoku in paniki zabremzala, da je po avtu vse letelo. Zapis uporabnice Facebooka, ki je nič hudega sluteč pred 5 dnevi naletela na skupino fantov, ki so se očitno šli več kot nevaren TikTok izziv. Na TikToku je družba šoka. Šokantno, drama, vse to v bistvu algoritmi nagrajujejo s pozornostjo in tukaj v bistvu mladostniki predvsem hrepenijo po sprejetosti, videnosti. Tako raziskovalka z področja nevarne rabe telefonov, ki opozarja, da se mladi gotovo vsaj delno zavedajo, da so močno prestopili mejo še dovoljenega, a želja po sprejetosti, videnosti je močnejša od presojanja posledic takega početja. Vsi ostali v skupini so se smejali. Fan se je sicer opravičil, ampak očitno je to neka nova fora oziroma izziv, ki ga imajo. Kaj pa, če bi za sekundo pogledala stran in ga zbila? Rajši niti ne pomislim, kriva bi bila seveda jaz. Instagram pa tudi vse ostale aplikacije tega niti ne morajo tako hitro v bistvu regulirati. Regulirajo glede na to, koliko je, se pravi, stvar prijavljena. Se pravi, naša naloga je, da tak posnetek čim prej zaznamo, ga poskušamo omejiti, čeprav je to zaradi hitrosti objav zelo izredno težko, in poskušamo ugotoviti tudi, če so nastale že kakšne posledice. Na policiji dodajajo, da odrasli svet niti ne ve, kakšne vsebine preizkušajo otroci, medtem iz zapisa na Facebooku še. Starše pa nagovarjam, da se pogovarjajte s svojimi otroki, kaj je hec in kaj ni, ter s kakšnimi stvarmi si ogrožajo življenje. Na družbenih omrežjih in na splošno na internetu se ogromno neprimernih reči vrti, posnetkov, ki prikazujejo nasilje, ki prikazujejo v bistvu neko vsebino, ki je nevarna za otroke. Pravzaprav je težava v tem, da naši otroci uporabljajo komunikacijske kanale na internetu, na družbenih omrežjih, kjer odrasli svet nima dostopa, nima vpogleda. Če starš gre na to aplikacijo, ne bo imel enakega algoritma, enakih vsebin, ki bi v bistvu jih imeli tudi mladostniki. Jaz bi se tukaj osredotočil na starše, ki so tisti, ki morajo vedeti, kaj se z otrokom dogaja. Repenšek pa še, ker otroci vidijo preveč nasilnih in neprimernih vsebin, se jim več ne zdijo surove, ker so tako zelo pogoste na spletu, in zato opozarja na pogovarjanje z otroki ter na ozaveščanje o vrednotah, ki kljub večji toleranci do obskurnih vsebin v družbi vendarle ostajajo enake.